Moje ime je Matej Avbelj, kot rečeno, sem profesor za evropsko pravo in danes mi je veselje, da na Novi univerzi gostimo že 28. Evropski akademski forum v okviru Jean Monnet katedre Nove univerze. Jean Monnet katedra Nove univerze je projekt Evropske komisije, katera je bila uspešna Nova univerza. Ta projekt je posvečen proučevanju pluralizma v Evropski uniji, torej različnih aspektov, s katerih lahko gledamo na delovanje Evropske unije, kakor tudi osredotočamo se tudi na proučevanje raznolikosti med samimi državami članicami znotraj Evropske unije in različnimi ambicijami te Evropske unije na nadnacionalni ravni. Kot dobro veste, je v zadnjem desetletju in pol v Evropski uniji poteka skoraj lahko bi rekli nekakšen kulturni boj v zvezi s temeljnimi vrednotami te integracije. Imamo nekako bitko med ohranjanjem liberalne ustavne demokracije in razvojem neliberalne demokracije. In karkoli naj bi še to pomenilo, v torišču tega kulturnega boja se je seveda zastavilo tudi vprašanje vladavine prava in varovanja človekovih pravic. Zadeva je zgodovinsko gledano pravzaprav nekoliko paradoksalna, ker projekt evropske integracije v samem začetku ni bil namenjen varovanju vladavine prava in spoštovanju človekovih pravic. Ne rečemo, da seveda to ni bila srž evropske integracije, ampak ideja je bila v tem, da bo Evropska unija predvsem ekonomska skupnost, medtem ko se bodo te vrednote po naravi stvari varovale ali pa bile a priori zavarovane na nacionalni ravni v okviru nacionalnih ustav. No, z leti, ko se je integracija poglobila, ko je postajala vse bolj politična, pa se je izkazalo, da je treba razviti človekove pravice tudi zato, da in vladavino prava, tudi zato, da poskrbimo, da nadnacionalne institucije ostanejo znotraj teh okvirov. In ko smo že menili, da je vse v redu, je izbruhnila tista kulturna vojna, različni pogledi na to, kaj vladavina prava in človekove pravice pravzaprav v različnih državah članicah zahteva. No, in eden od inštrumentov, ki ga je razvila Evropska unija za boljše spoštovanje vladavine prava, je tudi okvir spoštovanja vladavine prava, katerega del so tudi redna letna poročila o stanju vladavine prava v državah članicah. In to je ena od tem, ki jo bomo naslovili danes. Po drugi strani je manj znano, glede na to pa, da na Novi univerzi sediva dva, ki sva predstavnika v upravnem odboru te agencije, pa je treba spregovoriti tudi o delovanju Evropske agencije za varovanje temeljnih pravic, Fundamental Rights Agency s sedežem na Dunaju, ki pa se s svojo strokovno aktivnostjo ukvarja s tem, kar je v njenem nazivu, torej zlasti za proučevanje dejanskega stanja določenih temeljnih pravic v evropski integraciji. In naslov današnjega akademskega foruma, kot ste lahko prebrali, je Evropska unija kot varuh vladavine prava in človekovih pravic vprašanje. In z našimi današnjimi gosti, vrhovnim sodnikom Janom Zobcem, dekanjo Evropske pravne fakultete docentko Katarino Vatovec in Martinom Petrovčičem, predstavnik zunanjega ministrstva, ki skrbi za koordinacijo Republike Slovenije in prej omenjene agencije za temeljne pravice na Dunaju in med drugim tudi našega alumnusa, se bomo pogovarjali o dveh tematikah, torej o stanju vladavine prava v Evropski uniji in stanju varovanja človekovih pravic v tej integraciji. Mogoče bi sprva se dotaknili agencije. Morda ti, Katarina, tudi kot predavateljica evropskega prava in kot nadomestna članica v tej agenciji, kje ti vidiš ta temeljni prispevek agencije za delovanje Evropske unije na področju človekovih pravic? Potem bi dal besedo tebi, da iz slovenske perspektive
osvetliš, kakšen je pravzaprav institucionalni pomen, institucionalna teža te agencije in kako poteka sodelovanje med Republiko Slovenijo in agencijo. Nazadnje pa bomo potem se preselili na področje vladavine prava, letnih poročil Evropske komisije na to temo. Na to temo bi morala spregovoriti tako vrhovni sodnik Zobec, kakor, vidite, da ga z nami ni, kolega Letnar Černič, ki je žal zbolel, tako da bo mogoče naše današnje druženje za kanček krajše, pa zato nič manj vsebinsko izčrpano. In nazadnje, seveda, bomo prostor dopustili tudi vam za vaše vprašanje, tako da bo ta naš dogodek čim bolj interaktiven. Zdaj pa besedo predajam dekani Evropske pravne fakultete, Katarini Vatovec. Prosim, Katarina, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Jaz bi mogoče začela tam, kjer je Matej nehal v tem svojem uvodnem izjavljanju, ko je povedal, da je bilo včasih o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, še daleč nazaj, ideja, da gre za neko gospodarsko povezovanje, pa še mogoče zunanje politično iz nekih posebnih razlogov, sicer zelo šibko, ampak ne neka povezava, ki bi temeljila na nekih skupnih vrednotah, ki pritičajo človekovim pravicam, tako rečem, oziroma ima v ospredju človekove pravice. Pa ne zato, ker jih evropske države ne bi spoštovale oziroma vedele, da jih morajo spoštovati, ampak zato, ker je bila temu namenjena ena druga mednarodna organizacija oziroma še vedno je. To, kar je danes na naslovu tega akademskega foruma, se pravi demokracija, vladavina prava in človekove pravice, je ta trikotnik, ki je značilen za svet Evrope in je bil značilen od samega začetka. In tudi zato morda Evropska unija ni imela mogoče niti želje, niti neke potrebe, da bi se posebej ukvarjala s tem doprinosom k tem danes v pogodbi zapisanim vrednotam. V pogodbi v Evropski uniji, da ne bo nesporazumno. Vrednote, vse tri, so bile malo pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe načela, bistveno je bilo, da so bila že v pogodbenem ustroju, skratka, da je Evropska unija dala, jaz bi rekla, spoznala potrebo potem, da najde vezivo, ki drži evropske članice skupaj in ki ni zgolj ekonomske narave. Torej vezivo v teh demokraciji, pripadnosti, vladavine prava in človekovim pravicam. Agencija Evropske unije za temeljne pravice je v bistvu nastala relativno pozno. Še posebej, če imamo v mislih, da je Evropska unija skušala z neko decentralizacijo, ker vemo, da so njene ključne institucije locirane predvsem v eni državi oziroma enem mestu, poskušati nekako razpredati svoje, bi jaz rekla, svoje mreže. Spodaj, ko smo imeli otvoritev, sem razmišljala o mreženju študentov, zato mi gre zdaj te mreže po glavi, spredati svoje mreže in omogočati državam, članicam, da se čutijo še bolj povezane z Evropsko unijo, tudi tako, da na njenih območjih, na njenih ozemljih ustanavlja različne agencije. Dunaj je bil tisto mesto, ki je dobil, zdaj bom rekla, kar dobil, ne, saj je temu tako, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, kot rečeno leta 2007. Njena naloga se mi pa zdi zanimiva zato, ker morda včasih ne vidim tega, kar je napisano v sami uredbi, ki je ustanovila agencijo. Namreč njena naloga je, da nudi pomoč in strokovno znanje. Ampak pomoč in strokovno znanje z področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma v tej terminologiji Evropske unije temeljnih pravicah, ne samo institucijam Evropske unije, ampak tudi državam članicam. In tukaj, mogoče bo zdaj kolega lahko potem v nadaljevanju povedal, se mi zdi, da to, kar midva vidiva, je veliko bolj nudenje pomoči in strokovnega znanja, predvsem Evropski komisiji, kot institucije Evropske unije za to področje temeljnih pravic, hkrati pa državam članicam, jaz bi rekla, da jih države članice nudijo
polje, ki omogoča pridobivati podatke, na podlagi katerih temeljijo njena poročila. Poročila o človekovih pravicah, vsakoletno poročilo, oziroma različna poročila o predvsem manjšinah, ki jih prek neke posebne metodologije na vsake toliko, po nekem poročilu oziroma nekem sporedu, ki ga ima, v bistvu poskuša takrat izprašuje različne deležnike v državi članici, kaj lahko z tega področja recimo prispevajo, kakšni so njihove zadržki, težave, recimo glede Romov, vemo, da je zdaj aktualno vprašanje tudi v Sloveniji. Skratka, prisotna ne bi bila tako v državah članicah kot v institucijah, za Evropsko komisijo zelo podrobno, bi rekla, sodeluje. Evropska komisija recimo zdaj pripravlja neka navodila za različne direktive, ki so bile sprejete. Ena taka je, pa mi je žal, da ni kolega Letnarja tukaj, tudi direktiva o skrbnem pregledu podjetij s področja trajnostnosti in Evropska komisija pripravlja navodila na to temo. In agencija je tukaj nudi pomoč iz tega svojega delokroga in razpredenih mrež, ki jih ima v državah članicah, da tako rečem. To bi bilo mogoče za začetek vse, je pa, če samo mogoče še dodam to, kar jaz vidim kot ta, bi rekla, tako ko rečejo radi Angleži, ta gap, se pravi nek razkorak, ki obstaja, je pa v tem, da je veliko njenega gradiva, seveda dostopnega na spletni strani, mogoče je vprašljivo, ker je dostopen večinoma samo v angleškem jeziku. Zdaj govorim za neko splošno rabo, je to verjetno slabo, še posebej, če upoštevamo, da imamo v Evropski uniji več uradnih jezikov, tudi slovenščina. Hkrati pa se mi zdi, da je ta razkorak s tem, kako se ta poročila potem dejansko implementirajo na terenu. Uporabljajo, uresničujejo strani držav članic, strani lokalnih skupnosti in tako naprej. Tako da to pa mogoče tisti vidik, kjer je mogoče še delo agencije sigurno naprej. V redu, hvala lepa za to izvajanje. Nekako v množih vprašavah bomo res tako še razpravljali v nadaljevanju. Zdaj, eden od problemov seveda agencije za temeljne pravice na Dunaju je tudi njeno precejšnje dejstvo, da je slabo poznana v splošni populaciji. In zato se ta agencija tudi prizadeva za svojo večjo prepoznavnost, za prepoznavnost njenih aktivnosti, pa ne toliko zaradi prepoznavnosti nje same, ampak zaradi enega temeljnega dokumenta, katerega izvajanja skozi svoje ankete in drugo strokovno delo agencija spremlja, to je pa seveda listina temeljnih pravic Evropske unije. Jasno, zgodba je tu kar zapletena, Katarina je že omenjala, da imamo, kar se tiče varovanja temeljnih pravic v Evropi, nekako 3 sisteme, nacionalne, Svet Evrope in Evropska unija. V tej inflaciji človekovih pravic je tudi slabo, je pa listina temeljnih pravic Evropske unije v nasprotju z EKČP slabo poznana in zato je tudi ena od ambicij same agencije, da se ta listina promovira, da s pomočjo aplikacij in drugih objav dejansko prodre v naše domove. Treba je vedeti, da listina kot taka v osnovi zavezuje institucije Evropske unije, države članice pa samo, kadar implementirajo pravo EU, ampak je že tako, da države članice implementirajo pravo EU praktično zdaj že na skoraj vsakem koraku. Tako da je tudi domet te listine je precej globok. Jasno, lahko pa države članice, kot so nekatere storile, na nek način tudi Slovenija prek Ustavnega sodišča po avstrijskem vzoru, vzamejo samo listino kot merilo pravnosti pri preučevanju spoštovanja človekovih pravic nasploh v nacionalnem kontekstu prek 3.a člena slovenske ustave. Ampak o tem bomo lahko tudi še pri nadaljevanju, imamo tudi bivšega ustavnega sodnika z nami, ki se bo tega, sem prepričan, tudi kaj dotaknil. Kolega Petrovčič, pa vaša beseda vam, kako pa na ministrstvu gledate na
na delovanje agencije in kako pravzaprav poteka to sodelovanje med državo članico in agencijo. Ta agencija je nekoliko posebna, ker jaz pa Katarina, kot rečeno, sediva v tem upravnem odboru, vendar za razliko od drugih agencij ne zastopava države članice, ampak nastopava kot neodvisna strokovnjaka. In to je drugače kot v primeru drugih agencij, v katerih pa imajo države članice svojega predstavnika in na nek način zastopajo njihove interese. Praktično predstavnik vlade, za razliko od agencije za temeljne pravice. Torej, v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je imenovana kontaktna točka oziroma NLO, nacionalni oficir častnik za zvezo z agencijo. In naša ključna naloga je, da posredujemo pri oboje stranski komunikaciji med agencijo in pristojnimi državnimi organi. V prvem, torej primarno organi v sestavi vlade, seveda pa glede na to, da so določena področja povezana s širšim spektrom človekovih pravic in tako naprej, tudi obveščamo oziroma sodelujemo z neodvisnimi institucijami, kot sta primarno varuh človekovih pravic Republike Slovenije, tudi zagovornik načela enakosti, potem imamo tukaj še nacionalne institucije za človekove pravice po pariških standardih in tako imamo center za varstvo človekovih pravic, če se ne motim, ki je nekako razširitev varuhovih pristojnosti, pri čemer pa FRA sodeluje s temi neodvisnimi organi, tudi s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, konec koncev akademijo ločeno. Mi skrbimo za to, da vse zaprosila, ki odpravljajo pridejo. Glede ožjih področij dosežejo vse pristojne, ki se lahko potem izrečejo v okviru svojih pristojnosti, v tem poskrbimo tudi za to, da načeloma so odgovori podani na vse tisto, kar FRA zanima po eni strani, in tudi kolikor gre kdaj za kakšna občutljiva vprašanja, tudi z vidika varstva osebnih podatkov, GDPR-ja, poskrbimo za to, da so torej forma, v kateri ti podatki potujejo, ustrezno korektna. Po drugi strani, kadar imajo naši organi, kakšno ministrstvo, kadar bi si želelo kakšno usposabljanje ali pa kaj več, pravi izdaja tudi razne priročnike, torej handbooke, manuale, smernice, če lahko temu tako rečemo, kot guidebooke, za posamezna področja, tudi pri varstvu delavcev, posebnih varovanih kategorij ali kakorkoli. V tem primeru je ponavadi tako, da večina okrepljenega sodelovanja pade v čas pred predsedovanjem vsake od držav članic Svetu Evropske unije. Takrat ponavadi nekoč direktor, zdaj ponovno direktorica od marca letos, Anja Sierpa-Raucio, prva na tem položaju, obišče neformalno tudi bodoče predsedovanje, se tam sestane s pristojnimi ministrstvi, ponavadi je tako, da je to Ministrstvo za zunanje ali in evropske zadeve v vsaki od držav članic, ponekod je ta prvi uradnik imenovan v ministrstvu lahko za notranje zadeve, lahko za delo, družino in socialne po pristojnosti gledamo, ali tudi pravosodje. Tudi v Sloveniji je situacija taka, da je nadomestni oficir za zvezo imenovan v Ministrstvu za pravosodje, to je zdaj ponovno gospod Robert Friškovec, kar je smiselno glede na to, da večina sodelovanja agencije v svetu Evropske unije poteka torej v formacijah Sveta za pravosodje in notranje zadeve in pa delovne skupine FREMP, kjer se ta vprašanja obravnavajo. Tako da bi se pa pridružil tej oceni, ki ste jo tudi profesor Vatovec izpostavili, da je sodelovanje ali pa saj delež sodelovanja v smislu informacij, ki jih FRA pridobi od držav članic, precej večji od tistega, ki ga posreduje državam članicam, sploh ki bi bil po meri prirejen posamezni državi članici. In imeli smo nekatere primere dobre prakse, ki presegajo to sodelovanje pred nekim predsedovanjem svetu. Ravno lani septembra so imeli neko usposabljanje glede listine. Ampak ta usposabljanja, ki so verjetno dobrodošle za tiste, ki se s tem pravnim okvirom, ki kot je Prodeka Nobel opozoril, uporabljajo tam, kjer se izvaja pravo Evropske unije v smislu držav članic, torej na področjih, ki jih pravo EU ureja,
Za tiste, ki se s tem prvič srečujejo, je to uporabno, za tiste, ki bi radi, ki imajo pa zelo jasno vprašanja že na tem področju, je pa vprašanje, kako so ti osnovni seminarji izobraževanja lahko koristni oziroma imajo tudi neko dodano vrednost. Tukaj se mi zdi, da določena orodja spletna, tudi ki jih agencija ponuja, so koristna. V precejšnji meri se vežejo ravno na vidik Sveta Evrope, tudi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, medtem ko mogoče bolj uporaben vidik spremljanja same prakse sodišča Evropske unije, kjer je število predvsem predhodnih vprašanj, ki se nanašajo na vidike uporabe ali pa celo aktivacije listine v določenem pravnem okviru, zelo poraslo v zadnjih letih. Toliko za enkrat. Ja, hvala lepa. Torej, ja, ena od poslanstv agencije je awareness raising, torej spodbujanje zavesti o pomenu, načinu varovanja človekovih pravic v evropskem prostoru. Na drugi strani je pa to predvsem strokovno telo, ki samo ali pa v sodelovanju z zunanjimi deležniki izvaja tudi zelo podrobne, obsežne, najbolj obsežnih empirične raziskave, kako dejansko se človekove pravice varujejo na nekih področjih. Zlasti v primeru manjšinskih skupin, kot so Romi, istospolno usmerjeni, muslimani, židje, ksenofobija, torej tudi zelo aktualne teme, v smislu tega, kjer se na določenem področju pride do nekih akutnih zaostrenih razmer tudi z vidika mednarodnih odnosov. Res je, da pač proračun agencije je do neke mere omejen, je praktično predestiniran in nima tako veliko prožnega, fleksibilnega prostora za to, da bi lahko po potrebi naročali še dodatne raziskave, ki so tudi zelo drage, ker so pač metodološko zahtevne. Ampak temu se bomo še vrnili. Tisto, kar lahko rečemo z vidika delovanja agencije je bila mogoče doslej izpostavljena kritika, da je agencija premalo vidna, premalo poznana, da je pravzaprav njen izplen premajhen, da bi lahko bil močnejši z vidika inputa, tako v nacionalne procese, kako tudi v evropske procese. Ni bilo pa veliko slišati, ni bilo pa kritik v smeri pomanjkljive strokovnosti ali pa pristranskosti na tem področju. Kar je verjetno pričakovano glede na to, da je agencija strokovno telo, ki deluje po nekih robustnih, preverjenih standardih, je bilo pa nekaj več razprav na to tematiko z vidika metodološke ustreznosti in slednjič vsebinske prepričljivosti poročil v razmerju do tistih poročil v okviru vladavine prava, nadzor nad katerim izvaja Evropska komisija. Kot sem že prej povedal, Evropska komisija v sklopu svojih uradnikov in v sklopu svojega ustreznega direktorata vsako leto spremlja stanje vladavine prava v državah članicah. Ta vladavina prava je opredeljena na relativno širok način in se razteza od delitve oblasti, sodstva, medijev, korupcije, torej zelo nekako takšen precej prožen seznam tem, za katerega so se dogovorile jasno države članice. In ideja teh poročil vladavini prava je bila v tem, da Evropska komisija na eni strani spodbuja dobro prakso med državami članicami in na drugi strani, da nekako prek sistema blame and shame, kritike med vrstniki, kritizira tisto slabo prakso, da jo države članice odpravijo. Namreč, ko Evropska komisija pripravi to poročilo, potem na manjših informacijah sveta poteka follow-up discussion, kjer države članice z Evropsko komisijo razpravljajo o tem, kako dane pomanjkljivosti odpravijo. Kolega Jernej Letnar-Černič je želel, tako je že napravil v svojih nekaterih znanstvenih akademskih tekstih, ki se in tem ugotovitvam se pridržujem tudi sam, izpostaviti metodološko pomanjkljivost teh poročil. Prva stvar, ki se je tu treba zavedati, mnogo bolj kot na relaciji agencija država članica, je, da
med Evropsko komisijo in državo članico pri pripravi teh poročil obstaja neke vrste simbioza. Namreč Evropska komisija je tista, ki pripravi vprašalnik in potem na ta vprašalnik dejansko odgovarjajo uradniki nacionalnih ministrstev, za katere si lahko predstavljamo, da jim ni ravno namen predstaviti lastno državo članico v slabi luči. In po drugi strani Evropska komisija seveda mora dobiti tudi input za empirične podatke, ki gredo potem v ta poročila, strani deležnikov, konkretnih deležnikov v državi članici, civilne družbe, strokovne javnosti. In tukaj, po moji oceni, za katero sem prepričan, da bi se pridružil tudi kolega Letnar Černič, imamo v Sloveniji nek tak problem, da deležniki, s katerimi se komisija posvetuje, imajo navadno precej pristranski značaj. In tisti manko, ki gotovo obstaja, je sploh, če imamo poročilo o vladavini prava, da pravzaprav, ko gre za poročilo o vladavini prava, se uradniki Evropske komisije nikdar ne posvetujejo z nobenim predstavnikom pravnih fakultet, čeprav so te v državah članicah gotovo najbolj poklicane k kritični, nevtralni, kolikor se le da, akademski oceni stanja na tem področju. In potem se lahko zgodi, da zaradi tega, recimo, biasa, recimo pristranosti v samem metodološki, ne nujno metodološki zasnovi, pač v neki metodološki izvedbi, pride do tega, da namesto, da bi poročilo o vladavini prava prispevalo dejansko k izboljšavam praks na nekem področju, pripelje do tega, da znotraj države članice pride do političnih in tudi strokovnih akademskih sporov, ali imajo ta poročila o vladavini prava sploh kakšno težo, dejansko težo, na osnovi katerih bi lahko prišlo do izboljšav na tem področju. Letos, prav zanimivo, je bilo zelo kritično tudi Slovensko sodniško društvo. Vemo, da Slovensko sodniško društvo se je neposredno obrnilo na Evropsko komisijo, ker vlada Republike Slovenije ni želela izvršiti odločbe Ustavnega sodišča v zvezi s sodniškimi plačami. Pa je bil epilog tega, da pravzaprav Slovensko sodniško društvo v tem poročilu ni nikjer omenjeno, temveč je vlada celo pohvaljena, da je s svojo aktivnostjo in svojim aktivnimi koraki prispevala k izboljšanju stanja na tem področju, čeprav vsi vemo, da je to isto vlado in to isto izvršilno vejo oblasti Ustavno sodišče pravzaprav res v precedenčni zadevi s stopnjevanjem sankcij jasno povedalo, da je šlo za kršitev vladavine prava in je potem Ustavno sodišče samo določilo izvršitev svoje lastne odločbe. Tukaj bi želel kolego vrhovnega sodnika, bivšega ustavnega sodnika in tudi našega predavatelja na Novi univerzi Jana Zobca povabiti k razpravi o tem, kako ti vidiš zdaj prispevek Evropske unije vsem tem, kar smo se zdaj pogovarjali, k neodvisnosti, nepristranosti, torej tisti dejansko delujoči sodni veji oblasti, ki jo potrebujemo za resnično vladavino prava. Hvala, Matej. Ja, prispevka Evropske unije na tem področju sta pravzaprav dva. In oba sta relativno nova. Prvi je formalen, institucionalen, strani sodišča Evropske unije in začenja, gledano zgodovinsko, zelo nedaleč nazaj, s znamenito zadevo sodbo Juízes Portugueses, kjer je sodišče Evropske unije pravzaprav odprlo Pandorino skrinjico, kot bi rekel nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča, in spustilo v presojo te institucije kategorijo, ki je opredeljena kot vrednota, drugače tudi ne more biti v 2. členu, in ki je zmuzljiva, ki je spolzka, težko opredeljiva, sporna, kot vidimo že v tem poročilu. In s tem morda, zlasti po zadnjih kritikah
kar preprečljivih kritikah prekoračilo svoja pooblastila zaradi varstva vladavine prava, je zapravo spodjedalo vladavino prava EU. To je en vidik, seveda, učinek je dober. Vprašanje pa je, kako taka prekoračitev pooblastil na področjih, ki so v pristojnosti držav članic in ki niso prenešene v izvrševanje suverenosti Evropske unije, kot je organizacija sodišč, tu pristojno oziroma koliko ne prekoračuje svojih kompetenc. No, drug instrument je pa še mlajši, mehkopravni, če tako rečem, je pa seveda to poročilo Evropske komisije, o katerem danes govorim. In v tem zadnjem je nekako veliko več govora. Zato, ker zadeva sleherno državo članico in ker nastaja na način, ki nekako bolj odgovarja, ki je bližji konceptu vladavine prava. Kot sem že v začetku rekel, koncept vladavine prava je zelo kompleksen, zelo sporen. Tako v teoriji kot v praksi in tako tudi v jurisprudencah. Ustavno sodišče recimo govori o ni načelo pravne države, ampak so številna načela pravne države, od načela sorazmernosti, preglednosti predpisov in tako dalje. Imamo potem ozek koncept vladavine prava, ki je omejen pravzaprav samo na tisto tako imenovano notranjo moralo prava, Fullerjevo notranjo moralo prava, 8 točk, ki so v bistvu formalne. Ali širši, vsebinski, se pravi, da mora biti pravo tudi pravično pošteno, se pravi temelječe na spoštovanju človekovega dostojanstva. In spet seveda imamo povsem politične koncepte, kjer se lahko ocenjuje v tem anatomskem vidiku, kot bi rekel profesor Krieger, posamezne segmente delovanja države v smislu kulture držanja besede. In ki se lahko tudi ocenjujejo po intenzivnosti od 1 do 10, pa potem še znotraj vsake ocene pod vrednosti. Tako da lahko dobimo zelo natančno, numerično izraženo oceno, ki je pa na koncu spet rezultat nekih kompromisov, lahko tudi enostranskih informacij, naklonjenosti in podobnega, čemur smo priča recimo pri nastajanju tega poročila, ki ga imam zdaj tukaj delno samo v rokah. Ali pa če zelo enostavno definiramo kot smisel, cilj vladavine prava je tisto, kar je tudi vladavina prava, to je pa preprečevanje oblastne samovolje. Tako da od najenostavnejše te teleološke definicije ali pa pristopa do anatomskega in spet odvisno od institucije, ki na to gleda. Ampak tisto, česar pa ne smemo spregledati, ko gre za Evropsko unijo, pa je, da je vladavina prava pravzaprav politična, oziroma je vrednota in zato, ker je pač spolska in je stvar pravzaprav politične presoje. Zato tudi 7. člen pogodbe, kjer ne boste našli sodišča, se pravi institucije varovanja prava, ki bi imela tu besedo. Imajo po prvem odstavku 269.
člena, ampak samo glede procedure, ne glede vsebine. In na koncu vidimo, ko vse skupaj seštejemo, naredimo črto, je v bistvu vladavina prava kulturno-pravni problem, kulturno vprašanje. To je cilj, ki je bolj ali manj uresničljiv, ki ga države z različno pravno kulturo različno uresničujejo in zanimivo, na različne načine dosegajo tisto, kar je meni najbližje pristopov v teh definicijah, to je ta Kriegerjev koncept preprečevanje samovolje. Enostaven in pove bistvo oblastne samovolje. Dobro, pa če ne smem prekiniti te točke, da gremo zdaj v ta normativni del, kaj pravzaprav narediti, ker prej sem provokativno govoril, da je prišlo do kulturkampfa, kulturnega boja v Evropski uniji glede temeljnih vrednot. Ampak treba se je zavedati, da smo imeli problem, na katerega Evropska unija v bistvu ni bila pripravljena. Vi veste, da če želi država postati članica Evropske unije, mora iti skozi nek purgatorij, izpolniti kopenhagenske kriterije, torej izkazati, da sama pooseblja tiste temeljne vrednote Evropske unije iz 2. člena pogodbe Evropske unije, ki so bile deklarirane kot truizem. Pravzaprav vrednote so bile tam naštete, vsi smo jih šteli, da so to prevzeto davno dejstvo in se z njihovo normativno zavezujočo se ni nihče ukvarjal. Potem pa se zgodi, da v neki državi začnejo malce razmontirati to sodišče, pa uno sodišče, pa tretje sodišče. In potem imamo težavo, ker Evropska unija, tisti, ki ste bolj poznate to zgodbo, za razliko od Združenih držav Amerike, nima federalnega sodnega aparata, s katerim bi lahko federacija izvrševala lastno pravo, ampak mora Evropska unija svoje pravo izvrševati skozi nacionalna sodišča. In zastavi se vprašanje, kaj zdaj, ko ta nacionalna sodišča niso več takšna, da bi ustrezala vsaj tistemu, kar je nek minimalni prikrivajoči se konsens neodvisnih sodišč. In na to, na ta izziv je potem sodišče Evropske unije reagiralo tako v preomenjeni sodbi, da je v bistvu vzelo tisto pravno podlago iz 19. člena pogodbe in na osnovi tistega člena pogodbe začelo sodišče Evropske unije pregledovati, ali so nacionalna sodišča skladna z idejo neodvisnosti. In tukaj seveda se lahko najdemo med nalom in nakovalom in ni nobene preproste rešitve. Pa katera rešitev pa obstaja? Če rečemo, zdaj je pa na Poljskem pač neka druga kultura je nastopila in so šle stvari v svojo smer, tam so šle v svojo smer. Kaj bi pa lahko sploh, če kaj, Evropska unija storila, da bi nekako zaustavljala te trende, na kateri so se zgodili. In nekateri trendi, kot vemo, v nekaterih državah so se zgodili na zelo opazen način. V določenih državah so pa te trendi stalnica in se sploh ne opazijo, ker je to že normalni del poslovanja teh sodišč. In dokler se to ne ugotovi, ko ustrelijo kakšnega novinarja in tako naprej, če malo karikiram slovaško situacijo. Torej, kaj bi sploh lahko naredilo eno tako Evropsko sodišče Evropske unije ali pa Evropska komisija, ki je pa tudi od Junckerja naprej, kot vemo, politični organ? To je res. Politični organ je bil že pri Barozu, ker Barozo je mislim, da 2014 rekel, da imamo na eni strani samo neke mehke metode ali pa nuklearno metodo. In tu je Evropsko sodišče skušalo najti nekaj vmesnega. Pri tem pa prišlo seveda v svoje nasprotje, ker v omega zadevi je razglasilo pluralizem vrednot. To vrednote iz 2. člena, med njimi vladavina prava. Takrat je presojalo človekovo dostojanstvo in reklo, drugače se presoja človekovo dostojanstvo, drugačen pomen ima v Nemčiji kot v Združenem kraljestvu. No, in tu se je seveda od tega koncepta oddaljilo. Tu je šlo v smeri nekega nabora od učinkovitega pravnega varstva do 2. člena, pa potem je šlo še na
člen, ki določi, mislim, da 9. drugi odstavek 9., ki pooblašča učinkovito pravno varstvo zagotoviti pravna sredstva. In naredilo en nabor, kjer se je dalo iz vseh teh določb pogodbe, reklo, da ta nabor predstavlja neko robustno strukturo, ki upravičuje ta pristop. Seveda je pa vsak seštevek teh pravnih kategorij manj, kot je na koncu ta robustna struktura, in tu je ta razkorak. Tu je šlo verjetno v ultravires, in po mnenju nekaterih nekje spodkopalo vladavino prava, celo v imenu vladavine prava. Kaj drugega ne bi naredilo, pravzaprav ne vem, ampak če imamo pred očmi, da je Evropska unija nadnacionalna tvorba, da je Evropska komisija samo varuh pogodb, gospodari pogodb, so pa države članice, potem najbrž ta pot ni učinkovita. Potem bi bilo treba najti nek nov mehanizem, ker to, avantura, v katero se je podalo sodišče Evropske unije, seveda pomeni spreminjanje te nadnacionalne tvorbe v federalno. Katarina, kaj bi dodala k temu? Jaz bi dodala, ampak s tem ne odgovorim na tvoje vprašanje, ker na njega ni mogoče odgovoriti. Morda pa ti, za izpit, to je dobro izpitno vprašanje. Ampak bi dodala k temu, poleg te zmuzljivosti, ki so potem nek izvirni greh, da tako rečem, tudi to, da se pogodba sklicuje na identiteto, na nacionalno identiteto, in da je potem rado vprašanje, kje je še nacionalna identiteta, kjer pa ta koncept prestopimo, pa lahko rečemo, da te identitete ni več nacionalne, ampak je neka evropska. Ker na to se države, mislim, da jih nisi omenil, ampak vemo, o katerih govorimo, zelo rade sklicujejo. Zdaj ne želim, ko to rečem, misliti negativno ali pozitivno, brez kakšnih dodatkov, predsotkov, samo da povem, da je to en tak priročen argument, kot rečeno, ne v eno, ne v drugo smer, da rečejo države, ampak naša nacionalna identiteta je pa takšna, to je nekaj, kar si mi želimo. In to izkazujemo tudi z volilnimi rezultati, če hočete, ne, da se gremo že malo stran od sodstva v politiko, skratka, dobili smo glasove zaradi tega, ker je to naša identiteta in na tej identiteti bomo stali in jo ohranjali. In če se ta nacionalna identiteta nekako lepo zlije za evropsko, potem je vse krasno, s tem, kar je poimenovano kot evropska. Če je pa to ne pride do tega zlitja, oziroma do tega pokrivanja 100%, potem imamo pa težave, ki so pa vidne. Jaz se spomnim v Tariku zadevi, ko je italijansko ustavno sodišče posebej v svojem predlogu za predhodno odločanje sodišča Evropske unije opozorilo na njihovo identiteto, na vprašanje zastaranja v kazenskih postopkih, ki je del italijanskega sistema že zelo dolgo in od katerega zelo težko, samo zaradi tega, ker sodišče Evropske unije tako reče, odstopi. Ampak kaj se je tukaj izkazalo? Ne vem, če je to povedno potem za nek odgovor ali pa rezultat odgovora ni. Izkazalo se je, da prepričljivost argumentov pomaga, zdaj, ko rekla, prepričati, ne prepričati, ne vem, ampak
prepričati tudi institucije Evropske unije, v tem primeru sodišče Evropske unije, da mogoče naredi korak nazaj in da pogleda, kako bi lahko prišlo državi članici nasproti. Zdaj smo na enem takem področju, ki je v bistvu kar malo, ne bom rekla grozeče, ampak malo tako presunljivo, zaradi tega, ker govorimo o tem, kako sodišče stopi korak nazaj, zato ker ima v mislih svojo vlogo, ki pa ni izključno samosodna. Ker obravnava primere, ki so tudi zelo močno politični in recimo neodvisno sodstvo kot taka tudi je. Čeprav je to en element prava, vladavine prava, ki je neizpodbitna. Drži, hvala. Zdaj sem pripričan, da kolego že skrbi, kako bo, danes smo govorili o ultravires, kako bom zastavil vprašanje, na podlagi katerega bom prekoračil svoje pristojnosti iz institucije, s katere prihaja. Zato ti ne bom zastavil tega vprašanja, kot drugima dvema predgovorcema. Temveč bi te povabil mogoče nekemu takšnemu sklepnemu razmisleku, kako po tvojem pa po institucionalnem mnenju bi lahko okrepili sodelovanje z agencijo in njen doprinos v nacionalni sistem. V osnovi, tukaj se bom najprej sam nekoliko s Pepelom posikal, zaradi tega, ker je poudarek tudi obsega in intenzitete sodelovanja neke države članice, pri tem pa seveda tistega, ki ima to vlogo, ki je koordinacijska, posredovalna, ampak hkrati nekaj prepuščeno tudi pobudi posameznega uradnika, ki je za to zadolžen. In včasih je poudarek odvisno že od tega, odkot ta uradnik prihaja. Če je tukaj to neka neodvisna institucija za človekove pravice, bo seveda spekter področij bolj opredeljen glede na delokrog tega neodvisnega organa. V Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve seveda imamo tudi sektor za človekove pravice, ki se širše tudi v kontekstu Sveta Evrope ukvarja z različnimi vprašanji. Mi se vsebinsko z vprašanji temeljnih pravic, razen v okviru nekega prispevka in pregleda, tudi lahko v sodnih postopkih, lahko v kakšni drugi predsodni ali tudi neformalni komunikaciji s komisijo, ne ukvarjamo toliko podrobno. Ukvarjamo se predvsem na tej načelni ravni, kjer je bilo govora tako o recimo 2. členu pogodbe o Evropski uniji in v povezavi s tem tudi 19. Ampak tukaj pride že širša pristojnost konec koncev Ministrstva za pravosodje in tudi vseh organov, ki so del druge veje oblasti, torej sodne ali pa nek sui generis, kot je to pri tožilstvu podano. In druga stvar je obseg samih nalog in zadolžitev, konec koncev tudi neka kilometrina, lahko senioritinga ali kakorkoli, tudi neka moč, ki je lahko simbolna, včasih so to neki senior uradniki, recimo, ki imajo nek svoj oddelek in svoje sodelavce, ekipo v kabinetu predsednika vlade. Jasno je, da je kakršenkoli tudi priporočilo, ki pride z dovolj visoke inštance, da ima lahko tudi nekoliko večja teža, tako apropo lastnemu državnemu aparatu, kot apropo neki agenciji za temeljne pravice. Jaz mislim, da če se lotim zdaj odgovora na vprašanje, da s pobudami, torej s proaktivnostjo, s tem, da je pripravljen vsak, tudi ki ga zadeve zanimajo, žrtvovati nekaj več časa, najprej da preučim vsa ta gradiva in na določenih področjih agencija res, bi lahko rekli, orje ledino. Taki so primeri tematskih biltenov, ki so se pojavili od 2020 naprej in potem tja do začetka 2022. leta, o spoštovanju temeljnih pravic med epidemijo COVID-a. In tukaj je šlo verjetno vse skupaj v smeri tega listine kot merila, kot nekega standarda izvrševanja sicer ustavno zajamčenih v vseh državah, ki imajo formalno ustavo, ampak tudi v vseh ostalih, ki jo v materialnem smislu premorejo. Potem nadaljnji odziv dosti hiter agencije je bil, ko se je pričela vojna v Ukrajini. Tukaj so imeli takoj misijo na samem kraju v vseh sosednjih državah članicah EU, torej tako na Slovaškem, na Madžarskem, v Romuniji in na Poljskem, kjer so preučevali razne vidike, od beguncev do konec koncev traffickinga in vseh povezanih nevarnosti za otroke. In zdaj zadnje tako področje, kjer se te analize pojavljajo spet v nekem širšem tematskem sklopu,
ki v bistvu obravnava vseh postopkov za mednarodno zaščito in tudi siceršnjega postopanja na zunanjih mejah Evropske unije. In če lahko grem še malo onkraj tega, to res mislim, da je prepuščeno pobudi vseh pristojnih državnih uradnikov z različnih resorjev in sodelovanju in času, ki ga lahko temu namenijo. In tudi neke energije, ki so pripravljeni v to. Smo jo, če uporabimo tukaj prvo osebo. Super. Za študente bi samo mogoče še eno zanimivo stvar izpostavil. Agencija ponuja običajno to spomladi v aprilu, razpiše tudi pripravništva. Mislim, v trajanju tja do 9 mesecev, nekatera so tudi plačana, namenjena so pa predvsem tistim, ki so pred kratkim zaključili študij, lahko tudi pravo ni omejeno napravo na prvi stopnji ali širše vsem, ki so na začetku neke strokovne kariere na področju človekovih pravic. To so neke možnosti, ki so realne. In jaz mislim, da je to za nekoga, ki pričenja svojo poklicno pot, lahko tudi lepa izkušnja. Soglašam. Omenil si čas in energijo, ki jo je nekdo pripravljen vložiti. Zdaj naša publika je vložila nekaj svojega časa in energije, za kar smo zelo hvaležni. Zdaj pa zanima, če imate še kakšno vprašanje, da sicer po nepotrebnem ne tratimo vašega časa in energije. Prosim. Prosim, bili ste prej listina temeljnih pravic Evropske unije, temeljnih dokumentov v Sloveniji implementirali preko Ustavnega sodišča po vzoru v Avstriji. Lahko kakšno besedo več? Mogoče bi jaz odgovorila na to vprašanje. Ustavno sodišče se je, jaz bom rekla tako, da listino Evropske unije o temeljnih pravicah še nikoli ni vzelo kot svojo zgornjo premiso. To pomeni, da bi se na njo sklicevalo recimo v izreku, ker bi reklo, da je neka, če rečemo nek zakon, recimo, če smo pri pobudah v neskladju ne z ustavo, ampak z listinsko pravico, kar je že naredilo glede Evropske konvencije za človekove pravice. Je že ugotovilo, da je nek zakon lahko oziroma v neskladju z EKČP-jem, pravico v EKČP-ju. Glede listine tega ni storilo. Je pa v eni zadevi, zdaj številke niso moja dobra stran, 59/UN, 59/17, 19, ne vem, imam telefon, lahko pogledam, skratka v zadevi, ko je presojalo ustavno skladno zakon o tujcih. Ne vem, če se spomnite, da je bila tukaj ena velika razprava, takrat je Slovenijo obiskal tudi visoki komisar za človekove pravice iz Sveta Evrope, zato ker so bile v tem zakonu predvidene neke posebnosti, neki posebni skrajšani postopki, malce več pristojnosti tudi policije. Mogoče bo še Jan, da ne bom zdaj jaz vzela besedo. V tej zadevi je Ustavno sodišče prvič, jaz bi rekla, naredilo zelo lepo in sistematično prikaz, kako bi lahko uporabilo listino kot svojo zgornjo premiso. In je šlo zelo lepo po korakih, ampak njegova ugotovitev v tem delu na to je bila, da tega ni potrebno, da stori, ker imamo tudi mi našo ustavno človekovo pravico na enakem nivoju, enako bogato razloženo, da tako rečem, in ponavadi v takem primeru ni potrebe, da posežeš, zdaj bom grdo rekla, po drugih dokumentih, zaradi tega, ker so to tudi naši, tako kot ustava. Takrat Ustavno sodišče ponavadi ugotovi, da je zadošča, da ugotovi potencialno neskladje, najlepša hvala, z ustavno pravico, ni treba, da se sklicuje na EKČP in v tem primeru listinsko pravico. Je bil pa zelo lepo narejen ta postopek in ta postopek je, potem sem pa jaz pisala v enem članku za Dignitas, v bistvu Ustavno sodišče, čeprav mislim, da se na to nič ni sklicevalo, je pa sledilo pri tem avstrijskemu ustavnemu sodišču, ki pa je to vzelo kot svoje, tudi tak postopek v zadevah, ki jih on obravnava, na način, kako bi lahko listina postala zgornje merilo presoje, če seveda ni drugega dokumenta bližjega nam, in to je naša ustava v tem primeru, ki zadošča, ki kot rečeno nudi enako varstvo neke določene pravice. Tako da to je bil ta primer. Lahko pa povem, da se Ustavno sodišče vedno bolj sklicuje tudi na listino
vsaj omenja, še vedno ni bila nikoli svoje merilo presoje Ustavnega sodišča in upam, da tako delajo tudi redna sodišča. No? Vem, da ta seminar oziroma ta konferenca, ki jo je omenil kolega lansko leto, mislim, je bila narejena prav z željo potem, da se vključijo sodniki, kot se je spomnim, rednih sodišč, da se njim predstavi listino. Zdaj se pa strinjam s kolegom, ne, ko rečemo predstavi listino, potem smo pa zdaj na nivoju predstavi listino, to je ena stvar, druga stvar je pa uporaba listine, recimo v nekih konkretnih primerih, ki pa zahteva že poglobljeno znanje, da tako rečem. Odlično, hvala za vaše vprašanje. Jaz sem navrgel nekaj na mizo, Katarina je to rešila. Ampak vmes sem še iskal, ker bom še dal gospodu Zobcu besedo, vmes sem še iskal še en precedens Ustavnega sodišča, kjer je Ustavno sodišče izrecno reklo, ne, da če imamo implementacijski predpis, potem pri implementacijskem predpisu skozi 3a člen Ustave smukne noter celotno pravo Evropske unije. Če se boste pogledali, to je zadeva UP 558/19. UP 558/19, točka 2021. Če lahko samo dodam, da je to rekel več kot večkrat, da ne bo nesporazuma, da to ni... Tako da je bilo to večkrat. Čeprav včasih je imelo pa stališče, da mnogo bolj konzervativno stališče, da je njegova naloga zgolj presoja skladnosti nacionalnih predpisov z Ustavo in da ne presoja skladnosti z direktivo in drugo zakonodajo prava. Tako da tukaj je še nek tak skoraj da neopazen twist bil v bistvu narejen, ker je skozi to inkorporiralo celotno pravo Evropske unije v merilo svoje presoje, v zgornjo premiso. Je pa res, kot je rekla kolegica Vatovec, da če v primeru konvencijskih pravic, kjer so bile ugotovljene kršitve, je bilo to storjeno zato, ker na podlagi 5. odstavka 15. člena Slovenske ustave ni bilo enakovredne pravice v slovenskem pravnem redu, ki bi zagotavljala tovrstno zaščito in je torej moralo zagotoviti, če temu lahko rečemo, višjo zaščito. Ker sledi temu načelu najvišjega varstva človekovih pravic. Ampak to velja tudi, če bi bil tukaj v igri neka listinska pravica, samo da do te priložnosti na tak način še ni prišlo, ker ni bilo potrebe. Gospod Zopec smo... Vse to sem hotel povedati, da načelo največjega varstva človekovih pravic, po katerem imajo določbe EKČP in listine nadustavno veljavo, zato ker če dajo večje varstvo človekovih pravic, potem imajo primat nad Ustavo. Ampak seveda, ko gre za listino na področju, ki je urejeno s pravom Evropske unije. Na področju, recimo, prekrškov, tega ne bo. Tako da to se je treba zavedati, medtem ko Evropska konvencija, v resnici pa judikatura ESČP, pa tako nekoč povsod. Še kakšno vprašanje iz publike, da smo razburkali doktrinarna pravna vprašanja? Če ne, bi se vam zahvalil za to, da ste se udeležili današnjega Evropskega akademskega foruma, posebej pa seveda našim gostom, Martinu Petrovčiču iz zunanjega ministrstva, Katarini Vatovec z Evropske pravne fakultete in Janu Zobcu z Vrhovnega sodišča in Nove univerze. Mislim, da bo današnji dogodek tudi posnet, da tisti, ki so ga zamudili, si ga bodo lahko ogledali tudi na YouTube kanalu Nove univerze. Hvala lepa za udeležbo in hvala vsem. Lep pozdrav.